Pobuda za zaposlovanje mladih je glavni vir evropskega financiranja shem jamstva za mlade, vzpostavljenih leta 2013. Njihov glavni namen je pomoč mladim med 15 in 25 letom v evropskih regijah z visokimi stopnjami brezposelnosti mladih. Prvotni proračun pobude za zaposlovanje mladih za obdobje 2014-2020 je bil 6,4 milijarde evrov. Zaradi še vedno velike nezaposlenosti mladih v nekaterih državah so za obdobje 2017-2020 zagotovili dodatni 2,4 milijarde evrov. Stopnja nezaposlenosti mladih v Sloveniji je bila septembra 2017 11,9%, kar je manj od povprečja držav evroobmočja, kjer je ta 18,6%. Pobuda za zaposlovanje mladih je pripomogla k zmanjševanju brezposelnosti mladih v Evropski uniji, a njeno izvajanje bi bilo lahko učinkovitejše, je zapisano v resoluciji poročevalke slovenske evropske poslanke Romane Tomc, ki jo je Evropski parlament sprejel v Strasbourgu na prvem plenarnem zasedanju v letu 2018. Evropski poslanci držav članice Evropske unije pozivajo k boljšemu nadzoru in poročanju, saj je zaradi nezadostnih podatkov trenutno težko oceniti, v kolikšni meri sta pobuda za zaposlovanje mladih in jamstvo za mlade pomagali mladim najti ustrezno zaposlitev. Med ostalimi priporočili so še učinkovitejša strategija za vključitev nedejavnih in ranljivih mladih, izboljšanje kakovosti delovnih mest, dodatnega izobraževanja in pripravništva v okviru jamstva za mlade ter boljše ozaveščanje podjetij o programih zaposlovanja, ki so na voljo. Nezakonodajna resolucija je bila sprejeta s 512 glasovi za, 50 proti in 63 vzdržanimi glasovi. Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji med drugim pripravlja tudi regijska srečanja, na katerih poslanci razpravljajo o aktualnih evropskih temah. Pred letošnjim prvim plenarnim zasedanjem v Strasbourgu sta evropska poslanca Romana Tomc in Franc Bogovič v Novem mestu največ časa namenila prav zaposlovanju mladih. Sprememba šolskega sistema je tema, ki ne prinaša volilnih točk, a je nujna, je dejala evropska poslanka Romana Tomc. Njen kolega, evropski poslanec Franc Bogovič, pa dodaja: danes je v Evropi bitka za mlade izobražene kadre. Brezposelnost mladih je bila pred nekaj leti ena najbolj perečih vprašanj Evropske unije. Danes so razmere precej boljše, kljub temu pa še vedno ne takšne, da bi bili lahko zadovoljni. Med državami članicami v stopnji brezposelnosti mladih ostajajo velike razlike. Od 6,6% v Nemčiji do skoraj 45,2% v Grčiji, 41,5% v Španiji in 35,2% v Italiji. Pobuda za zaposlovanje mladih je tako glavni vir evropskega financiranja sheme jamstva za mlade, vzpostavljene leta 2013. To je shema, v bistvu sklad denarja, težek 8 milijard evrov, približno toliko, malo manj kot slovenski proračun. Gre za to, da je Evropska unija pred leti namenila teh 8 milijard evrov za reševanje brezposelnosti mladih in seveda spremljati je treba, ali se ta denar porablja koristno ali ne. Ugotovili smo, da je bilo tudi nekaj nepravilnosti, mogoče malo premalo enotnih meril in malo premalo idej, katere programe je treba v posameznih državah izpeljati, da bodo bolj pomagali pri reševanju brezposelnosti. Ampak, če povzamem, sporočilo je pozitivno in dobro. Ta denar je resnično koristil državam, da so se soočale takrat nekaj let nazaj z največjimi težavami na trgu dela in pomagali res številnim milijonom brezposelnih mladih, ki so na ta način dobili delo. Niso vse države članice dobile tega denarja. Ključ, po katerem so denar razdelili, so pogojevali stopnjo brezposelnosti in razvitostjo posamezne države oziroma regije. Slovenija je dobila 9 milijonov evrov, kar je sicer, bom rekla, tudi dober rezultat, pa vendar postane malce slabega priokusa, če vemo, da je to najmanj od vseh držav članic.
Je pa ta denar še vedno na voljo, tako da imamo še priložnost. Jaz upam, da se bomo v nadaljevanju tudi tukaj zelo potrudili in pripeljali še kaj evropskega denarja v Slovenijo. Seveda pa je za to odgovorno ministrstvo, ki mora prijaviti te potrebe in predstaviti tudi programe, s katerimi želi ta denar potem naprej razdeliti v Sloveniji. Franc Bogovič ocenjuje, da je ključna težava pri zaposlovanju mladih pri nas v neustreznem šolskem sistemu. Gre v osnovi za to, da je to ugotovitev Evropske unije, da je bistveno za razvoj gospodarstva povezanost šolskega sistema gospodarstva, da šolski gospodarstvo sodeluje pri oblikovanju kadrov in na nek način sledimo tem potrebom, ki jih naše gospodarstvo rabi. Tu je veliko razhajanje pri nas, od osnovne, po moje, napake v sistemu, da imamo skoraj 80% mladih, ki gredo študirati, 42% tistih, ki zaključijo in med tem je zgolj 11% tistih, ki zaključijo tehnično stroko. Opustili smo vajeniški sistem, v srednji šoli ima srednješolec samo 2x po 2 tedna prakse, pa je to lahko strojni poklic in enostavno potem imajo podjetja veliko nalogo, da leto, dve usposobijo nekoga z diplomo, maturo, da aktivno začne svoje delo. In tu je treba narediti ta popravek in posledica tega bo pa zagotovo konkurenčnejše gospodarstvo, večja dodana vrednost, več bo v proračunu, več bo za vse, tako tiste, ki delajo v podjetjih, kot za tiste, ki živijo tudi od javnega denarja, se pravi skozi proračunsko financiranje. Države, ki imajo vajeništvo in pripravništvo, kjer se torej povezujeta gospodarstvo in šolstvo, so države z najnižjo stopnjo brezposelnosti med mladimi, še dodaja Bogovič. Zato so pred dobrim letom prav na njegovo pobudo v občini Krško zagnali projekt Zavezništvo za mlade, ki spodbuja mlade k vajeništvu in poklicnemu izobraževanju. V dobrem letu je projekt že prerasel v regijo Posavje, rezultati pa so že vidni in oprijemljivi. Tako imamo že sedaj vpis v vajeniški program na srednji šoli tehnični za strojni poklice, prav tako skupaj s Hrvaško, Srbijo izvajamo Erasmus Plus program, podprt skoraj 270 tisoč evrov evropskega denarja, da pridemo nazaj do mojstrstva. Mojstrstvo je tisto, kar je nadgradnja vajeništva in tudi kreator celih poklicev. Robotiko smo uvedli v krške osnovne šole, preko študentskega servisa, preko tega študentskega dela občina podprla delo mladih in, kar je najbolj pomembno, vse deležnike smo spravili skupaj, tako v osnovne šole, srednje šole, podjetja, obrtna zbornica, gospodarska zbornica, občine in sedaj v času vpisov v osnovne šole je tudi intenzivno delo po teh osnovnih šolah. Ti vajeniški sistemi, kot je Franci rekel, so zelo dobro poznani in če bi pač šli v Avstrijo pogledali, kako imajo to oni urejeno, približno tako, s kakšnimi manjšimi odstopanji, prilagojeno na naš sistem, to uvedali, ne bi imeli nobenih težav. Evropska unija z različnimi programi in bogatimi spodbudami podpira zaposlovanje mladih znotraj unije, saj želi, da njeni državljani izkoristijo eno od temeljnih svoboščin Evropske unije – prost pretok delovne sile. Ob vseh pozitivnih učinkih prostega pretoka se vse bolj kažejo tudi negativni stranski učinki. Mnogo držav članice namreč sooča z begom možganov. In zdaj se je začela neka ta psihoza, naši ljudje odhajajo, kaj bomo pa zdaj, mi jih pa toliko rabimo. Dajmo mi to zgodbo poskušati pogledati iz druge plati in jo obrniti. Zakaj pa mi ne bi postali država, destinacija, kamor bodo prihajali? Mi smo se enostavno postavili v položaj, da smo slabše razviti, da imamo slabše gospodarstvo, da imamo slabše fakultete, šole in da bodo naši mladi, ker je pač tukaj vse slabo, šli tja, kamor je boljš. Na boljše fakultete in boljšim podjetjem, ki so kje v tujini. In k nam bodo prihajali nizko izobraženi ljudje, ki jih tudi rabimo za takšne proizvodnje, ki jih bomo imeli, vedno jih bomo imeli in bodo prihajali. Ampak prvo, zakaj moramo biti mi država izvoza mladih ljudi v tujino, zakaj ne bi k nam prišli? In drugo, če že rabimo
proizvodnjo, kar jo rabimo, dajmo se fokusirati na tisto proizvodnjo, ki prinaša visoko dodano vrednost. Mi se ne moremo kot Slovenija, ker smo premehni, fokusirati na neke lon posle, ki prinašajo nizko dodano vrednost, rabijo tisoče ljudi, da to nekaj manualno delajo, ampak na koncu je ta proizvod, ki ga naredijo, ali pa storitev, ima nizko ceno na trgu oziroma prinaša malo zaslužka. Ne? Recimo tudi pri turizmu, ne? Če čisto tako ponazorim, da se razumem. Mi se množičnega turizma v Sloveniji nikoli ne moramo iti kot neke druge države, ki lahko sprejmejo veliko turistov, ki veliko denarja prinesejo. Mi najbrž jih lahko sprejmemo manj, pa tiste, ki prinesejo več. Mogoče zdraviliški turizem, mogoče ne, da naši zdravniki hodijo na delo v tujino, ne bodo raje doma, pa ne pacienti hodijo v Slovenijo. To so recimo tudi takšne tržne niše. In na takih stvarih bi morala, po moje, svojo prihodnost graditi Slovenija. Ne? S pametnim pristopom in politiko pa je mogoče izkoristiti znanje in izkušnje, ki jih pridobijo mladi, ki so odšli iz matične države, tako da imajo od tega koristi vsi. Treba je ohraniti stike in mlade intelektualce spodbujati k vrnitvi oziroma ohranjanju stikov z domovino. Zakaj pa se po končanem študiju v tujini mladi praviloma ne vračajo domov? Zaradi tega, ker slovenski študenti so vedno, kjerkoli so, med najboljšimi študenti. Kot take jih potem tisti potencialni delodajalci v tujini to poteka drugače, oni podjetja hodijo naokrog in gledajo, kdo je najboljši in jim še preden zaključijo študij ponudijo delo. Seveda oni rečejo, veste, pa imam štipendijo, ne, in potem rečejo, če je res dober, glejte, štipendija ni problem, bomo kar mi za vas to povrnili in ga obdržijo. Nekateri, ki se pa želijo vrniti domov, ker jaz še vedno verjamem, da bi mladi prišli domov in da bi bili raje doma, sam seveda želijo primerljivo zaposlitev s primerljivo plačo in primerljive pogoje. To je vendar jasno, če imajo nekje drugje boljš, se bodo pač obrnili tja. In tisti, ki so pa prišli domov, so bili pa tukaj praktično nezaposljivi, ker so bili predobri, prekvalificirani. Skratka, za njih ni bilo tukaj pravih delovnih mest, sploh pa ne odprtih vrat in dobro plačanih. Tako bomo namesto bega možganov lahko govorili o kroženju možganov, še dodaja Tomčeva. Direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič-Špelič pa je govorila o izkušnjah in ukrepih, ki so jih v mestni občini Novo mesto sprejeli glede zaposlovanja mladih. Tako v zadnjih 2 letih občina mladim, ki izstopajo na svojem področju, podeljuje po 3 štipendije, ter jim na ta način pomaga, da lažje pridejo do začrtanega cilja. Ugotavljamo pa, da mladi nimajo dovolj motivacije, znanja in kompetenc, kar potem pri iskanju prve zaposlitve predstavlja velik problem, še dodaja Čadonič-Špeličeva. Evropa se je izvila iz gospodarske krize in posledično se brezposelnost mladih zmanjšuje. Gospodarska rast je glavni generator zaposlovanja, vendar so k temu prav gotovo pripomogla tudi sredstva, ki jih je za to namenila Evropska unija. Kljub ugodnim rezultatom je izvajanje pobude za zaposlovanje mladih oziroma črpanje sredstev v posameznih državah deležno resnih kritik. Eden največjih očitkov leti na stroškovno neučinkovitost. Evropsko računsko sodišče opozarja tudi, da so se v nekaterih državah sredstva izgubila oziroma ni bilo mogoče ugotoviti, za katere namene so jih porabili. Ambicija poročila je, ali se je ta denar, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v vseh drugih evropskih državah, uporabil učinkovito ali se ni uporabil učinkovito. In ko smo pregledovali tudi konkretno posamezne države, tudi obiskali smo nekatere, smo prišli do ugotovitev, da se ta sledljivost denarja včasih tudi ni najbolj transparentna. Da je sem ter tja se zgodilo, da so mladi dobili ne dobre zaposlitve, ampak recimo dogajale so se tudi taki ekscesi, da so bili mladi zaposleni za en dan, kar pomeni, da so vstopili v projekt. Na ta način je bil upravičen nekdo, da je ta denar pridobil, potem so pa že naslednji dan to zaposlitev izgubili. Tudi takšne stvari so se dogajale. In to ni bilo pri nas. Tako da, to ni bilo pri nas.
Merila za dodeljevanje so bila ponekod zelo ohlapna, predvsem pa neenotna glede na posamezne države članice. Kar pa je bilo zaznati, je bilo pa to, da ta denar, veste, je bil namenjen za to, da državam pomaga k tistemu, ob tistem, kar že same sicer delajo na tem področju. Ker vsaka država že ima neke programe, nek denar namenjen za zaposlovanje mladih in ta evropski denar naj bi bil še dodatna spodbuda. No, dogajalo se je pa to pa zelo množično in seveda tudi pri nas, da so evropska sredstva pravzaprav postala nadomestilo za nacionalna sredstva. Namesto, da bi bilo to nekaj dodatnega, je šlo pravzaprav za zamenjavo. Ne glede na slišane ugotovitve, raziskava Eurofonda navaja, da naj bi koristi izvajanja jamstva za mlade odtehtale stroške. Skupni stroški uvedbe shem znašajo 50 milijard evrov letno oziroma 0,39% BDP-ja, medtem ko bi bila cena za neukrepanje veliko večja, in sicer 153 milijard evrov na leto ali 1,21% BDP-ja. Zato ocenjujemo, da kljub tem pač nekaterim začetniškim nespretnostim, pa sem pa tja tudi kakšnemu izigravanju, vendarle je bil to odličen projekt in smo predlagali, da se nadaljuje tudi po letu 2020. Jasno se je pa treba zavedati, da ko je nastajal, je bila situacija na trgu dela pač takšna, kot je bila. Danes, 4 leta potem, je že bistveno drugačna, leta 2020 bo pa še drugačna. Kaj to pomeni? Da tega denarja ne rabimo več ali kaj? Ni res. Mi bomo ves čas ta denar potrebovali, zato je prav, da ga Evropa daje, ampak bo pa treba prilagajati programe. Ne moramo z enakimi programi nastopati danes, kot smo pred 4 leti in ne bodo več enaki programi aktualni čez 4 leta. Treba bo razmišljati naprej, treba bo razmišljati o tem, kaj dejansko so težave na trgu dela in kot vidimo, se kažejo predvsem v tem zadnje čase, da čedalje bolj primanjkuje tistih, ki bi jih delodajalci radi zaposlili. Primanjkuje jih seveda zaradi več razlogov, trenutno še ni ta demografski moment tako močan, ker vendarle imamo še dovolj ljudi, niso pa primerno usposobljeni oziroma izobraženi. Na Zavodu za zaposlovanje je še vedno 85.000 ljudi v Sloveniji, če pa tudi tukaj v tem dolenjskem oziroma novomeškem okolju malce pogledate, jaz sem se pogovarjala z kar nekaj podjetniki, gospodarstveniki, direktorji, in v glavnem se pritožujejo, da ne morejo dobiti ljudi, ki jih iščejo za zaposlitev. To se pravi, v to smer moramo prilagoditi tudi sicer našo politiko zaposlovanja kot tako, pa tudi programe, na katerih bomo porabljali ta evropski denar. Računsko sodišče poleg neučinkovite porabe denarja državam očita tudi neinventivnost pri izvajanju ukrepov in odsotnost izvedbe predhodnih raziskav trga dela, ki bi ukrepe prilagodila stanju in individualnim potrebam vsake države članice. Ko sem opazoval in tudi spremljal te podatke, so bile zelo zanimive te analize, ki jih je komisarka Tisnova naredila, kjer je naredila povezavo med številom brezposelnih in pa šolskimi sistemi. In tako se je pokazalo, da je v bistvu v državah, kjer imajo najboljši ta dualni šolski sistem, se pravi sistem, v katerem sodelujeta gospodarstvo in šolstvo na vseh ravneh, ne samo v tistem klasičnem 3-letnem, ampak tam je to najbolj izpostavljeno, da so to najboljše države tudi v gospodarskem smislu v Evropi, najbolj razvite in tudi število brezposelnih je najmanjše. Tu so te nemško govoreče države, Avstrija, Nemčija, Švica. Potem sem se srečal s kolegi iz Nestleja, ki je večkrat dano zopet v nek linč multinacionalk, vendar v tem istem Nestleju so leta 2014 začeli svojo lastno aktivnost Alliance for Youth, se pravi aktivnost za mlade, mi smo to poslovenili Zavezništvo za mlade, z njihovim dovoljenjem seveda, kjer so sami si najprej postavili interni cilj, da bodo do leta 2020
preko dualnega sistema zaposlili v Evropi 20 tisoč mladih. Zadeva je prerasla tako daleč, da je danes to postala globalna akcija. V Evropi je pa cilj več kot 200 podjetij, ki je pridružil se temu, preko 230 tisoč mladih so si postavili za cilj in v prvih 3 letih so krepko prvo polovico tega cilja že presegli. Če so, ne vem, v začetku 90-ih je Evropa mislila, kako bodo, ne vem, Azijci delali za nas, mi bomo pa fajn živeli. Potem po letu 2000 je bila bitka za neke trge, tudi odpiranje in širitev Evropske unije je odpiranje trgov. Če danes gledaš, kaj se dogaja v Evropi, je bitka za ljudi, bitka za kadre in kdo ne bo te bitke zmagal, bo angleški besedi loser tega časa. Tipičen primer so balkanske države. Srbija se je v 15 letih zmanjšala za skoraj 1 milijon ljudi, iz 8 je šlo na 7. Tudi pri nas so te številke zaskrbljujoče in zato mislim, da treba nekaj narediti. Da se vrnem šolskemu sistemu. Te države, ki sem jih prej omenil, imajo v šolskem sistemu zelo uspešen dualni sistem in približno od 30 pa tudi do skoraj 40% mladih v starosti 15 let se odloči za dual learning system, se pravi vajeniški sistem, in 18-19 letniki pridejo na trg z relativno dobrimi kompetencami. Mladi potrebujejo ustvarjalne pogoje in perspektivo v domačem okolju. Evropska poslanca Romana Tomc in Franc Bogovič menita, da če jim bomo kot družba to zagotovili, potem v prihodnje tako množičnega odhajanja mladih v tujino zagotovo ne bo.